Veš, šov biznis je težek. Ja, itak. Ej, kam ti mene peleš? A se bojiš? Ti me te po enih gozdih vlačaš, a me ti hočeš kam pospraviti? Dobrodošel v mojem kraju. Ja. Izrekam ti toplo dobrodošlico. No, upam, da nava tega popojljala, no. Jaz mislim, da je to izvrstna fotka, Dado. Jaz mislim, da je to profesionalno. Mislim, da nama bojo vsi dali aplavz. Na kolena grem za ta kanal, Ja. za svoje naročnike. Ja. Tako da puste like. Pa naročite Subscribajte se nujno. Zdaj. Če še niste, ne vem, kaj čakate. Slatner me pele nekam zelo globoko v gozd. Ne vem, kam bova sploh prišla. Mene je mečkan strah, neki zvoki so težji, ko hodva, taki nevarni. Tako da, če je to moj zadnji video, No. Koliko minut misliš, da bo tali video dolg? ta ni tako, da zmer rečeva do 8 do 10 minut dolg. Ja, in potem je na koncu 15 do 18. Verjetno imate to ful radija, ne? Dobro, da si samo prvi 3 minute pogledajo. Ja. Ne vidijo tvojih čudovitih animacij. Pa dej, prim saj tega prenosnika, ali pa saj to. Okay. Končno nekaj od njega. Končno. Ok, Dado se pripravlja. In tako se meni čud spride ni videti, ok, dobro. Vidite, to je da Sweet Tech TV. Ne pripravljena na komarje, ne pripravljena na razmere, lejte to v butov. Za kamero je treba biti šov biznis je Ne. težek. Ja, itak. Neumnost je pa velika. Neki hočeš biti smešen. Saj sem sam na videu za na najen kanal. Še to ne. Še, ok. Povej, Dado, Pa je. prvi telefon bo? Samsung S20 Ultra. Nice. Evo, zdaj bo čisto eno navadno fotko naredila na avtomatskem, da se bo videl, v bistvu tako nočni način sam zazna. Ok. Tako da... Da bomo imeli primerjati z avtomatsko. Tako je, ja. Evo, ugašam flash. In pa... gremo. Dač v redu, no vse lepo vidijo zvezde, tako je kar v redu slika. Dajmo se mečkam poigrati zdaj na Pro načinu še z S20 Ultra. Dajmo za začetek dati zaslonko na 15 sekund, ali pa dajmo na 30, klik na 30 mi je padel, lej. ISO 1600 pa 4100 kelvinov. Zdaj bo tole trajalo 30 sekund in... One eternity later. Wow, mislim, malo... Kaj je to, atomska bomba? Ne se zajebavati zdajle. Dajmo še malo pretiravati z ISO-jem. Takole mečkan več kelvinov, pa dajmo takole direktno v nebo usmeriti. Ta pa zdaj bo. Ta bo pa zdaj... To bo pa noro. Ja, to je mečkan prva navodka. Wow, to je pa... wow. To je pa bomba. Mislim, vse je v redu, zvezde se vidi, sam je presvetlo tole mečkan. Amaterska oboževalca fotografije sva tako, da se učiva. Zaslonko bomo dali na 4 sekunde, dajmo, ali pa 8 sekund. ISO na 3200, white balance pa damo tole. Ali pa mogoče ISO bova mečkan znižala, no, tole na 400, ti se bilo res pretiravanje. 8 sekund zaslonka, pa 4100 kelvinov slikamo. Wow. Zelo presenetljivo, pa tudi zvezde se lepo tako vidijo, tiste, ki jih niti jaz ne vidim zdajle. S prostim očesom. Ja. Mora pa pač povedati, da tukaj sva kar izven mesta, v redu 4 km ven iz Tržiča, pa usmerjena so proti Kranju, tako da če je kakšno svetlobo onesnaževanje je... Mogoče še to mečkam pomaga, ampak ni toliko hudo, recimo, kot če bi bila bližje mesta. Ja. Zdaj tukaj na žalost lune ne vidva. Ja. Jaz bom zdaj čist gor usmeril, tukaj Direkt nad naju.
direkt na dnaju, ker je manj svetlobnega onesnaževanja voda 8 sekund zaslonko, ISO bi mogoče mečkam zvišal na 250. Gremo. Tema in divjina okoli naju. Kakšni so rezultati? Neki baš. Ne vem, kva bi... A si preveč stresu? Ne, čak, tole bo ponovila. Pa lahko bi mogoče tudi ISO dala višji, pa da slonko na 4 sekunde, če mi bo ratal. Tole je pa... To je pa že mnogo boljše. To je pa... Sicer pojka bo to povečano na ekranu, pa na videu bo verjetno malo spacano vse skupaj. Ja, prostim očesom, zdaj je pa... Pol toliko zvest ne vidi. Pa še zadnjo sliko proti hribom. Usmerjava to se pravi proti severu. Proti severu. Še bi še nekaj hribov videti. Bova kar s temi nastavitvami, ki sva jih imela prej, bova še eno sliko naredila. Jo, wow. Presenečajo me tele slike, tale kvaliteta slike. Zdaj me prav zanima, kaj bo na Huaweiu. Ja, Huawei bo mogel kar pokazati. Spet, verjetno bo to pojka, bo večja slika zmazana, ampak še vse veliko stvari noter ujame, več kot bi si pa mislil, no? Tako je, da to lepoto spet za... Mislim, moram biti tudi jaz v kadru, no, sej 40 pro boš šel pa ti delati. A boš šel? Zdaj bo pa Andraž končno dobil svoj trenutek slave. Končno... Kaj je to? 40 Pro, Aha, itak Huawei. je. Kamera zelo veliko obeta. Tako pa pazi, da ne boš kaj odlomil, ker včasih se kaj odlom. Imamo že izkušnje z odlamljanjem stvari. Ja. Ok, prvi poskus pa 40 Pro snimamo v smeri jugo-vzhoda, Kranj. Ja. In bomo v bistvu samo avtomatičen nočen način, da vidimo, kaj lahko proizvede ta kamera, brez da se karkoli pretirano igračkamo. 3, 2, 1. Wow. Tole izgleda kot kar jutro. Tole je kar Lepa slikca. lepa slikca. Ja, veliko več zvezd, kot jih lahko s prostim očesom vidva. Pa barve so take lepe, no, take instagramerske. Ja, niso naravne barve, ampak bova zdaj probala s prav načinom ustvariti te naravne barve. In najprej bomo se igrali z exposurjem. In tukaj pa... Ne, 20 sekund 20 zaslonke sekund pa ne kliknemo. rabimo. To je že malo preveč. Dajmo na 8. Potem imamo ISO. ISO določa, koliko je občutljivo tipalo za fotografije. Dajmo malo pretiravati. Pejmo ene 800 najprej. In pa white balance. Sej pusti tam nek, sej po moje. V redu. No, pa poglejmo, kaj sva ustvarila. Še malo boljše, še malo več zvezd se vidi, pa boljše barve so, tiste bo mogoče malo bolj pravlično. To je pa že bistveno več zvezd, se mi zdi. Ja. Zdaj smo bili na 8 sekundah. Kaj praviš, še malo povičeva? Ne, jaz bi dal mogoče malo manj. Jaz bi dal, daj na 4 sekunde zdaj probi. Pa daj ISO, škoda, dajmo na 600. 600, ja. 3, 2, 1. Jaz sem ti rekel tele nastavitve, to je pa že bolj realne barve. Hej! Ok, to sem pa ful impresioniran. Dejansko je zelo čista fotka. Ja, bo me prav zanimalo, Wow. ko bova primerjala. Tudi ko mislim, da je vse mogoče celo tukaj izgleda boljš kot na ultri. Ja, Bova pa je videla, ko bojo povečane, ampak tole izgleda. izgleda zelo fajn. Kaj daj direkt tle gor, kaj je največ zvezd. naja. Pa še majčkeno take meglice so, wow. Ko vidite tole zdaj v živo videli, res je lepo. Glejte, na kolena je šel za vas. Na kolena grem za ta kanal, Ja, za svoje naročnike. ja. Tako da puste like. Pa naročite Subscribajte se nujno. Zdaj. Če še niste, ne vem, kaj čakate. Okay. 3, 2, 1. Ok, to je pa impresivno. Poj bo šla še ultra, še enkrat sprobati. Jaz sem mislil, da bo to bližji. To je vesolje. To je- Zvezdami. To s prostim očesom niti četrtino zvezd. Daj še eno v to. Še eno v to globino vesolja. To je pa lepota najnega, ni job, ampak je hobi. Tukaj najna lepota, pač ni to kvažno. Enkrat za spremembo. Pač res ne vidite tega, vi zdaj tle v živo, pa kako se vidi. Dejansko je tole zelo wow.
Zelo wow. Deva v bistvu zdaj še kele proti severu. Proti Tržiču usmerimo. Ok. Hribi, Tržič. Kakšne imaš pa kaj nastavitve? Zaenkrat bom ohranil take, kot sem jih imel do zdaj, če bo pa treba, bomo pa spremenili. Ja. Ok. Ful, mislim, lepo se tam le vidi za hribi. Ni toliko svetlo, kot se pa tukaj vidi. Mogoče treba malo še nagniti. Daj zaslonko povečaj mečken. How much? No, ne toliko, ne 6 ali pa 8, ja. Na 8. 8. Pa ISO mogoče lahko tukaj zdaj znižaš. Ok, ISO bo to Daj. na 500. Na 500. Gremo. Ja, Lepote. lepote. Tukaj vidite v zadju še celo hribe, vidite karavanke. Pozna se, da so mestne luči tam v tisti smeri. Zelo fletna fotka. Ja, res je. Imava zdaj res ene super, magnificent fotke. Ampak P40 Pro, dobro upravljeno delo. Odlično, boljš, kot sem pričakoval. Huawei. Velika pričakovanja sem imel, ampak to je pa še bolj. Ene zglasove tle slišam, drugače. Dobro, malo lej. Ne vidim nobenega zdaj okoli. Še. Eto. Ok. Boljš bi bilo, da bi bil tle kakšno bejbo ne s sabo, sorry. Če boš naslednji kanal delal, lahko žensko delaš, ok? Zdaj bo hitrejši dobil več subscriberjev. Ful zabaven si, res. Res, neverjetno zabaven. Evo, A71. Midranger. Eno navadno fotko narediva, nič ne zazna nočnega načina, tema je. Ena zvizda, pa je. To tiste ta najbolj dve, ki se nadaleč vidita, tako da Ja. niti približen bliz Ja. S20 Ultra, Niti... nič Ne, ne. ne. Zdaj greva pa na Pro način. V bistvu ISO gre največ na 800, deva ga na 800 white balance, koliko je bilo 4000, okoli 4000. Sam to imava za spreminjati ni, koliko je zaslonka odprta, a bo sploh telefon dovolil, a se pa bo zaštekal, a je to preveč za ta telefon. Subscribajte se, da boste videli. Mislim, tole ni veliko pomagalno. ISO je najvišji, kar gre. White balance tudi tukaj si ne more veliko pomagati. Če tlele nič ne vidva, brez veze, da greva gor slikati v nebo, če pač tle se vidita dve zvezdice. To sva zadnjič govorila, midrangerji pač nimajo kamere, ki bi bila primerljiva lahko z flagshipi. Ja, dejansko. Pač tukaj se vidi cena in kaj dobite za svoj denar. Če za katero stvar, siguren za Kamero najbolj zgubite. tako. Mislim, da je to za danes. Andražu sem dal delo pospravljanja. Ja, najbolj prijetno delo od vseh. Spet, da ne bo rekel, da ni nič na videih. Pa, kaj misliš danes? Začetek je bil malo slabši, na koncu je pa... Je zelo dobro izpadel na vse skup in imela sva tudi odlične pogoje. Lune nažalost nisva dobila, no. To je res. Ampak se pa vidi, da ker so bila pač malo ven iz mesta, da so tudi malo bolj fotke rade. Razen na 71. Razen A71, sorry, A71. Težka vreča, polna denarja. Smi pasti. Ko si smešen, Ja, sem. zelo si smešen. Vam dober večer. Mene je še zmer mečken strah, tako da deva čim prej iti stran od tlele. We're done, comrades. To smo že pri civilizaciji, sej. Hvala za ogled, sej narediva še kratko analizo v studiu, v narekovajih studiu, pa je to. Hvala za ogled za enkrat, pa poglejte najine prejšnje videe. No, kot ste videli, sva šla v petek se malo potepati. Za najin 30 videov so pač nekaj posebnega hotela narediti, pa je prišla ta ideja o nočnem fotkanju in testiranju teh malo boljših telefonov. In mislim, da ni toliko slabo izpadlo, no.
Tako da, če vam je bilo všeč, dajte prosim polajkati ta video, se naročiti na najin kanal, spremljate naj pa lahko tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa TikToku, itak da TikToku. TikTok je najbolj važen. Da poviva še to. Sva dva amaterja, kar se tiče fotografiranja. Nekaj sva želela sprobati, tako da rezultati mogoče pač ne bojo tako dobri, kot bi bili, če bi jih pustil nek profesionalen fotograf. Verjetno ne. Kot ste pač že videli, sva vzela s seboj Samsung S20 Ultra, Huawei P40 Pro, pa Samsung A71. Sva za nalašč vzela dva flagshipa in pa tudi enega midrangerja zraven, da lih zato, ker malo več govoriva o midrangerjih zadnje čase, da se stestira, koliko slabša je kamera pri midrangerjih v takih res težkih pogojih. Uporabljala sva tudi aplikacijo Star Tracker, da sva videla, ki približno slikava. To so te fotke zraven, kjer se vidijo konstelacije zvezd, zato da sva zmerno neko orientacijo imela, kje točno se nahajala. Najprej sva slikala v bistvu v smeri proti Kranju, se mi zdi, da je bil Huawei zmagovalec. Najprej sva sicer naredila fotke na avtomatskem načinu, lih toliko, da sva videla, kaj brez kakršnih koli profesionalnih nastavitev lahko narediva. Potem sva majčkeno zasrala, majčkeno pofejlala tudi, ko sva probala S20 Ultra na pro načinu in so bile malo presvetle fotke. Potem sva mislim, da to popravila, da so nekako v redu fotke ratale. Treba je reči, da na Huawei sicer barve niso čist naravne, ampak so pa zelo lepe za pogledati in sploh, da je kaj takega možno na fotoaparatu na telefonu leta 2020 je že samo po sebi pač neverjetno. Impresivno. Wow. A71 je skoraj da ne brez veze omenjati, ker je bilo to praktično sama tema s parimi zvezdami in je pač neprimerljivo slabše, tako da res sploh se ne bi ubadali s tem. Potem sva slikala direktno nad naju v nebo, direktno samo zvezde in tukaj je zgodba podobna kot prej. Na Samsungu se sicer dobro vidijo zvezde, ampak proti Huaweiu je še vsem to slabše. Na Huaweiu se zvezde res dobro vidijo, niso toliko zmazane, kot na Samsungu, bolj ostre so. Tukaj se pač vidi, da je strojna oprema in pa tudi programska oprema pri Huaweiu dosti boljša kot pri Samsungu in da mora Samsung to še majčkeno uloviti. Za konec sva slikala še proti severu, to se pravi v smeri Karavank, proti Tržiču. Tukaj je rezultat v bistvu isti. Spet veliko boljše slike je naredil Huawei, barve sicer spet niso povsem realne, ampak res je vzel tisto svetlobo iz svetlobnega vira, ki jo je imel in z tega iztržil največ, kar je lahko in rezultat so res neverjetne fotke. Še enkrat, res je neverjetno, kaj se lahko da s telefonom narediti leta 2020, pač to je res impresivno. Tako da mislim, da tukaj se oba dva z Davorjem strinjava, zmaga Huawei. Enkrat prej sva podobno že testirala, so bila isto P40 Pro, isto S20 Ultra. Iz P40 Pro nama ni ratal slik prenesti v ta pravem času in so se zbrisale, tako da sem mogla še enkrat za to posneti v Retnah. Tukaj imamo pa slike iz Samsung S20 Ultra, takrat sva tudi videla luno, v petek je nisva, nekaj slik, kjer so uporabila zoom z S20 Ultra na to luno, ni najbolj detaljno, ampak kar dosti impresivno za pogoje. Ja, to je res. Če potegneva črto pod ta video, zmaga gre, kot sva že rekla, z lahkoto Huaweiu. Fotke so bile res neverjetne za razmere, v katerih so bile pač posnete. Tudi Samsung Galaxy S20 Ultra, da ne bo pomote, nista. Svetlobna onesnaženost še enkrat je bila minimalna, ampak še vseeno je malo pripomogla k izboljšavi kakšnih slik, sploh zato, ker je Huawei uporabil minimalno to dodatno svetlobo, da je res te slike naredil kvalitetne. Ja, tako da dajte nama še vi povedati spodaj v komentarjih, katere slike so vam bile najlepše. To je pa to danes od videa, upam, da vam je bil všeč. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjih videih. Čau!